Lep pozdrav iz Segeda, kjer sta za prijeten zaključek tega konca tedna poskrbeli Špela Ponarenka Janič in Anja Osterman zmago na 200-metrski razdalji, ki so dodali včerajšnjemu 3. mestu na 500 metrov. Špela in Anja, čestitke. Hvala. Hvala. Glede na to, da je to naša neka dodatna tekma, bolj zaradi treninga, ki nam pomaga, da se boljše uskladiva v dvojcu na 500-metrski razdalji, ki je tista primarna, za katero treniramo. Sva zelo zadovoljni. V teh 3 dneh sva ugotovili, da sva napredovali dosti od leta 2019, ko sva zadnjič tekmovali skupaj. Tisti že občutki na 500 metrov, ko nam je šla dobro, jih še do zdaj nisva čutili in tudi štart na 200 metrov bil dosti boljši kot bilo kdaj do zdaj. In sva super zadovoljni s tem vikendom in s to zmago danes. Ja, kot je rekla Špela, sva ponosni na dober štart. Ponavadi vedno, ko smo čutili, da smo dobro štartali, smo na posnetku videli, da smo za vsemi. Danes, takoj ko smo prišli, smo štartali dobro in to je tudi trener potrdil, tako da smo super ponosni na to, da čovel lahko leti. Na koncu smo se malo razpadli, ampak kljub temu zmagamo in obdržimo to hitrost čovna. So to neki res dobri občutki, ker vemo, da lahko to popravimo in da bo šlo vedno samo še na boljše. Spet boste dobili kolajni na pladnju in potem si podelili sami. Ja, včeraj sva si hoteli že vzeti zlato, ampak ker sva bile prve na vrsti, upam, da danes ne bo kdo najino vzel. Ja, mogoče je res malo, je lepo, jaz podelim Špeli, Špela meni, ampak podeliti zlato je toliko lepše kot bronasto, tako da se veselim. Ko ste že sami omenili, je šlo na tej tekmi tudi zato, da vidite, kako pri polni hitrosti sta uigrani, kako gredo za veslaji in nasmeh na vanjem obrazu pomeni, da je ta naloga izpolnjena. Ja, sigurno je en dober podatek, da so dobro trenirali, da so napredovali, da imava še dosti rezerve, mislim. Treba vse to zdaj sklopiti v tisto 500, tako da bo šlo od štarta do cilja čim boljše in najboljše doslej. Zmagovalne stopničke, razvadili sta nove, da ste sele na stopničkah. Ja, res je lepo posegati po vseh teh medaljah, še toliko lepše stopiti na najvišjo stopničko, ampak tisti občutek na 200 metrov, ko res drvimo skozi progo, je res nekaj posebnega in mislim, da nam to noben ne more vzeti in v tem uživava in upava, da bo tako še naprej. In še ko se zdravo ne zmatraš, ker ta 200-metrska proga v dvojcu je res tako hitra, da ko mi dve prideva v cilj, niso niti zadihane, druge tam dihajo ko nore, ampak to je res super, ker ruka ena je čisto težje in drugače, ampak ta 200-ka nam je res všeč in uživamo v njej. Sezona se nadaljuje, to pravzaprav zgolj štart. Pričakujemo, da imate verjetno višek forme planiran čez 3 mesece. Kako boste zdaj stopnjevali? Ja, glavni cilj so olimpijske igre, vmes gremo še na Evropsko prvenstvo, ki je ena vmesna postaja, da imamo še kakšen štart. Mislim, da smo dobro delali, glede na to, da smo tudi letos zelo malo veslali v dvojcu, dosti manj kot ponavadi, ker v Afriki nismo imeli čovna, ko smo se vrnili, je bilo hladno, pa nas Stjepan ni hotel obremenjevati s tem, da bi se kakšna prehladila. Tako da smo res zelo malokrat pred to tekmo sedeli v čovnu in če je že tako bilo toliko boljše kot leta 2019, verjamem, da imava še dosti za pokazati. Ostale velike reprezentance so nekoliko eksperimentirale pri svojih posadkah v čovni, kljub temu so dobili neko primerjavo. Ja, mi nimamo te možnosti, saj smo samo dve, tako da vedno skupaj nastopiva. Ja, lepo je videti, da so kakšni nove posadke, novi dvojci, ampak da smo konkurenčni kljub temu, ko se drugi menjajo. Mislim, da je to super občutek za naprej in za letošnji štart take sezone, sploh po olimpijski, je res super, tako da se že veseliva Evropskega prvenstva in potem olimpijskih iger. Anja in Špela, lepo naprej. Hvala.